Ko je Gospod ustvaril zemljo in nebo, še ni bilo na zemlji grmičevja in po poljih še nobenih pogankov. Gospod Bog še ni pošiljal dežja in tudi nikogar še ni bilo na svetu, da bi obdeloval polja. Iz tal je vstajala vlaga in namakala vso površino po poljih. Tedaj je Gospod Bog naredil iz prsti človeka Adama in vdihnil vanj duha življenja. Tako je človek postal živo bitje. Potem je Gospod Bog zasadil na vzhodu v Edenov vrt in vanj peljal človeka, ki ga je bil ustvaril. Gospod Bog je storil, da je iz zemlje zraslo razno lepo drevje z okusnimi sadeži. V sredi raja pa sta rasli drevesi, drevo življenja ter drevo spoznanja dobrega in hudega. V Edenu je izvirala reka in namakala vrt. Od tam se je razlivala v 4 veletoke. Bog prime človeka za roke in ga pelje v vrt Eden, da ga obdeluje in varuje. Z vsega drevja v vrtu lahko ješ, z drevesa spoznanja dobrega in hudega pa nikar ne jej. Kajti, če to storiš, boš umrl. Ni dobro, če je človek sam. Dal mu bom pomoč, ki bo z njo zadovoljen. Gospod Bog je naredil iz prsti vse živali zemlje in vse ptice neba, ter jih pripeljal človeku, naj jih poimenuje. In kakršno ime je dal človek živali, takšno je obdržala. Človek je dal imena vsej živini, vsem zverem in pticam pod nebom. Nobena pa mu ni pomagala tako, kakor bi bil rad. Tedaj je Gospod Bog poslal človeku trdno spanje, mu vzel rebro in ga obdal z mesom. Bog je naredil iz rebra, ki ga je vzel človeku, ženo in jo pripeljal k njemu. To je prava pomoč, kakršno potrebujem. Zato bo zapustil mož očeta in mater, ter se navezal na ženo. In oba, mož in žena, postaneta eno. Oba. Mož in žena sta bila naga, a se nista sramovala drug drugega. Kača je bila bolj premetena, kakor vse živali, ki jih je bil Bog naredil. Eva, je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v raju? Lahko jeva vse sadje z drevja v vrtu, samo za sadove na drevesu, ki raste sredi vrta, je Bog naročil, z tega ne smeta jesti. Zato se ga ne smeta niti dotakniti, sicer bosta umrla. Ne bi umrla. Brž, ko ga bosta poskusila, se vama bodo odprle oči in spoznavala bosta dobro in hudo. Veš, Kača, čudovito bi bilo jesti z drevesa. Drevo je tako vabljivo in prav mika me, da bi postala pametna. Kar odtrgala ga bom. Dobro je. Na, Adam, na, jej še ti. Res je dobro. Adam, Adam, saj si nag. Ja, in tudi ti si naga. Kaj bova pa zdaj?
Vzemiva figovo listje in se pokriva. Skriva se pod drevje, Adam. Adam, kje si? Slišal sem, da si prišel na vrt. Ker sem nag, sem se zbal in se skril. Kdo ti je povedal, da si nag? Si jedel z drevesa, od katerega sem ti prepovedal jesti? Žena, ki si mi jo dal pomoč, mi je utrgala z drevesa in tako sem jedel. Zakaj si to storila? Kača me je zapeljala, pa sem jedla. Tako? Kača? Ker si to storila, bodi prekleta med vso živino in vsemi živalmi na polju. Po trebuhu se boš plazila in žrla prst vse dni, dokler boš živa. Sovraštvo bom zasejal med teboj in ženo, med tvojim zarodom in njenim potomstvom. Žena, veliko nadlog boš trpela, v bolečinah boš rodila otroke. Adam, ker si poslušal ženo in jedel z drevesa, z katerega sem ti prepovedal jesti, naj bo zaradi tebe zemlja prekleta. S trudom boš živel od nje vse dni svojega življenja. Trnje in osad ti bosta rasla in jedel boš poljska zelišča. In pot ti bo tekel z obraza, ko boš jedel svoj kruh, dokler se ne vrneš v zemljo, saj sem te, Adam, vzel iz nje. Kajti prah si in v prah se moraš vrniti. Žena moja, imenujem te Eva, življenje, ker boš postala mati vseh živih. Vzemita kožna oblačila Adam in Eva in se oblecita. Poglejte, človek je postal tak, kakor mi, spoznava dobro in hudo. Vendar naj ne stegne roke, da bi utrgal z drevesa življenja in večno živel. Zato zapustita vrt v Edenu. Adam naj obdeluje zemljo, iz katere je bil vzet. Kerubi, postavite se pred vrt v Edenu in stražite, da bi noben človek ne mogel več trgati z drevesa življenja in večno živeti. Od Adama je dobila njegova žena Eva sina z imenom Kain. Od Gospoda sem dobila človeka. Rodila pa je še enega sina, Abela. Abel je postal pastir, Kain pa poljedelec. Nekoč je Kain daroval Gospodu pridelke zemlje. Tudi Abel je pripravil daritev. Daroval je prvenca svoje črede, najlepšo žival. Gospod se ozre na Abela in njegovo daritev, Kaina in njegove daritve pa še pogledane. Zato spreleti Kaina srd in potuhnjeno poveša oči. No, Kain, zakaj te spreletava srd in mrko povešaš oči? Ne veš? Če delaš prav, me poglej. Če pa ne delaš prav,
že trka greh na vrata. Rad bi ti zastrupil srce, ti pa ga lahko premagaš. Lahko ga premagaš. Kain povabi brata Abela na polje. Ko sta na polju, plane Kain na brata in ga ubije. Kje je tvoj brat Abel? Ne vem. Kaj sem jaz varuh svojega brata? Kaj si storil, Kain? Glej, k meni vpije kri tvojega brata iz zemlje, ki je popila njegovo kri. Če boš zemljo obdeloval, ti ne bo nikdar več dajala pridelka. Brez počitka in miru se boš potikal po svetu. Gospod, prevelik je moj greh, da bi mi ga lahko odpustil. Danes si me spodil s polja in se bom moral skrivati pred tvojim obličjem. Brez počitka in miru se bom potikal po svetu in če me kdo zaloti, me ubije. Ne tako. Kdor ubije Kaina, bo 7-krat kaznovan. Zato ti bom vtisnil znamenje, da te nihče ne bi ubil, kdor bi te srečal. Gospod, odšel bom izpred tvojega obličja in se naselil v deželi Not, vzhodno od raja. Tako bodi.